Nadzorni odbor občine Medvode se je v tretjem nadzoru torej spraševal, kako zakonito in pravilno ter kako učinkovito in gospodarno je občina Medvode porabila proračunska sredstva v letu 2018. Lahko rečemo, da je en tak nadzor zaključnega računa nekega leta dokaj rutinska zadeva, nekaj, kar večkrat počnete. Pa vendarle bi mogoče lahko kdo rekel, pa kaj nas sedaj briga leto 2018, ne? Vedno, kadar delamo nadzor zaključnega računa, ga delamo za celo leto in za tisto leto, za katerega je že sprejet zaključni račun. Lahko bi rekli, da za leto 2018 kakšnih nezakonitosti niste ugotavljali v poslovanju oziroma izvrševanju občinskega proračuna, tudi kakšnih posebnih priporočil tokrat niste podajali ali nekako neproblematično leto, bi lahko rekli. Namen nadzora ni v tem, da bi mi iskali probleme, ne. Mi, ko izvajamo nadzor, to izvedemo po določeni metodologiji, izberemo si določene področja delovanja in v okviru teh področij zelo podrobno pogledamo dogodke, ki so se odvijali. Kako pa se odločate, katere postavke boste pogledali? Kako pade ta odločitev? Poskušamo vsaj, kadar gre za nadzor zaključnega računa, pogledati stvari, ki jih mogoče v preteklosti nismo gledali. Zato, da v določenem obdobju zajamemo čim širši sklop dejavnosti občine. Koordinator tokratnega nadzora je bil najmlajši nadzornik Žan Marinkovič. Nadzorniki pa so pod lupo, poleg nekaterih novogradenj, vzeli med drugim plačila preko avtorskih honorarjev, po podjetnih pogodbah in preko študentskega dela, stroške oglaševalskih storitev in objav, stroške odvetnikov, sodnih izvedencev in notarjev, nakupa gasilske opreme, stroške šolskih prevozov in poskušali so ugotoviti, kako občina evidentira stroške režijskega obrata. Spremljanje delovanja režijskega obrata nekako nadzorni odbor izvaja že vse od začetka delovanja režijskega obrata in tokrat smo že lahko ugotovili, da občina vodi ustrezne evidence, na osnovi katerih pa že lahko izračunamo tudi koliko nas te družbene dejavnosti, ki jih režijski obrat izvaja, tudi stanejo. To pa še ne pomeni, tako Starman, da bi lahko primerjali stanje pred in po ustanovitvi režijskega obrata. Mi dejansko ne govorimo o tem, ali se splača ali ne. Mi smo se tokrat zadovoljili s tem, da smo ugotovili, da lahko ugotovimo, koliko nas stane. Vi osebno, vaše osebno mnenje, glede na to, da to spremljate že kar nekaj časa? Kaj je bilo prej, ko so krajevne skupnosti izvajale upravljanje pokopališč in kaj je bilo prej, ko je zasebnik v okviru te koncesijske pogodbe izvajal dejavnost urejanja zelenih površin. Verjetno, da to ravno primerljivo izvajanje nalog ni. Tako da lahko vidimo, da če je bila, kot smo slišali, dejavnost upravljanja pokopališč za nekatere krajevne skupnosti donosna, za občino ni. Občina ima s tem večje stroške kot prihodke. Ampak sedaj bi pa morali verjetno ugotoviti tudi to, kako se izvaja to upravljanje pokopališč, kakšne dela so bila vsa potrebna in podobno. Kaj pa so nadzorniki vendarle problematizirali? Izpostavili so dve področji, kjer je bila realizacija bistveno nižja od načrtovane, na področju varovanja okolja ter na področju prostorskega in stanovanjsko-komunalnega planiranja. Problematizirali so tudi višjo ceno za prevožen kilometer v primeru, ko prevoznik opravlja prevoze osnovnošolcev znotraj občine Medvode in prevoznika, ki opravlja prevoz otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo Jela Janežiča v Škofjo Loko.
Da pa občina Medvode ni imela pravne osnove za izplačilo, pa so zapisali le enkrat. In še to gre za znesek 560 evrov. Toliko je namreč stal prevoz učencev iz vzgojno-izobraževalnega zavoda Fran Milčinski iz Vrbe nazaj v Smlednik. Tja so se namreč odpravili tradicionalno peš, prevoz nazaj pa tradicionalno plača občina. Nadzorni odbor sicer dela po svojem letnem planu, se pa zadnje čase nanje obrača tudi Komisija za preprečevanje korupcije. To je očitno zdaj postala mal praksa protikorupcijske komisije, da nam v obravnavo odstopajo določene zadeve. Seveda mi nismo organ, ki bi pač moral reagirati na vsak predlog komisije za preprečevanje korupcije. Pač oni so samostojni organ, mi so samostojni organ. Mi pač lahko njihova sporočila obravnavamo pač kot informacijo, ki jo potem pač uporabimo pri svojem delu. Se tudi civilna družba na vas obrača s kakšnimi anonimnimi? Ne. Če bi se, to še vedno lahko obravnavamo samo kot informacijo, na osnovi katere mi potem lahko dopolnimo naš letni program dela in morebiti uvedemo kakšen nov dodaten nadzor. In to je po mnenju Starmana še najboljši način dela. Prepričan je tudi, da bi nova zakonodaja z področja lokalne samouprave vlogo nadzornega sveta definirala na drugačen način. Nadzorni odbor je en hibrid. Ni političen organ, imenovan je precej na političen način, tudi nekako, ker ga pač imenuje občinski svet. In v samem statutu so celo določene zahteve, da pač je treba upoštevati pri imenovanju tudi nekako zastopanost različnih političnih strank. Ampak nadzorni odbor je pa, če pa v današnjem času hoče pač delati, je pa pač to postalo eno dosti strokovno delo, ki pač zelo spominja na delo pač v vseh organov, ki se ukvarjajo s kakršnokoli revizijo. Starman, ki ima najdaljši staž občinskega nadzornika in predsednika, beleži sicer celo vrsto nadzorov v preteklih mandatih, v katerih so bile ugotovljene nepravilnosti in nezakonitosti ali vsaj nesmotrna poraba proračunskih sredstev. Mi zdaj ne moramo reči, da mi odkrijemo manj problematičnih zadev. Kadar mi smo imeli nadzor, v katerem smo obravnavali javni zavod Sotočje, kjer smo ugotovili kar nekaj problematičnih zadev. Ampak verjetno, da se je pa tudi praksa, pa higiena poslovanja recimo v vseh občinah in tudi v javnih zavodih v teh letih pa verjetno zelo izboljšala, ne.